V letu 2022 nas čaka spet en zanimiv, širok program Mladinske knjige. Tako kot tudi prejšnja leta bomo bralce s knjigami in dobrimi vsebinami spremljali od najmlajšega pa vse do zahtevnih odraslih bralcev. Z revijami Cicido, Ciciban, Moj planet, Cici zabavnik, Pil in Geja bomo vsak mesec bralcem ponujali zanimive aktualne vsebine. S kakovostnimi šolskimi gradivi bomo spremljali učence vse od 1. razreda naprej pa do srednje šole in številnim učnim gradivom dodajamo tudi zanimive interaktivne elemente, ki živijo kar na 3 portalih, odslej tudi na aplikaciji e-učbeniki mk.si. Srčika programa Mladinske knjige pa še vedno ostaja program za otroke in mladino. Tudi v letošnjem letu bomo okrepili ta program, praznovali jubileje. Prepričana sem, da bodo številna dela tudi nagrajena z nagradami, podobno kot v letu 2021. Ob mladinskem in otroškem programu bomo seveda izdajali tudi leposlovje za odrasle in priročniški program, ki bo tako prevoden kot tudi izviren. Verjamemo, da lahko bralce spremljamo od njihovih najnežnejših, najbolj zgodnjih let, pa vse do odrasle dobe. Verjamemo v zgodbe. Verjamemo v to, da so dobre vsebine pomembne. Pomembne v teh digitalnih časih, zato ker nas oblikujejo na način, kako razmišljamo, kako čutimo in kako živimo drug z drugim. Verjamemo, da prav z vsebinami, ki jih izdajamo in jih bomo izdali tudi v letu 2022 v Mladinski knjigi, lahko oblikujemo program, ki bo v veliki meri krojil tudi način, kako bivamo drug z drugim v teh časih. Zaupam v uredniške ekipe, ki program snujejo s srčnostjo in predanostjo. Seveda pripravljamo tudi nekaj novosti. Podobno kot vse druge založbe v globalnem svetu, se tudi Mladinska knjiga digitalizira. Naš odličen vrhunski program bomo prelili tudi v obliko zvočnic in e-knjig. Posebno pozornost pa bomo v letošnjem letu namenjali izvirnim avtorjem. Brez dobrih avtorjev ni dobrih vsebin. In program, ki ga snujejo uredniki, je skupno delo tako avtorjev, urednikov in seveda tudi bralcev in uporabnikov. V uredništvu leposlovja za letošnje leto pripravljamo knjige, ki po eni strani odsevajo ta naš čas, po drugi strani pa seveda obeležujejo tudi razne obletnice. In tako bi začel v bistvu kar s prvo knjigo, ki je jubilejna razširjena izdaja najbolj znane slikance Lile Prap, se pravi Slikance Zakaj, ki je šla leta 2002 in postala njena najuspešnejša slikanca, izšla je potem tudi v več kot 30 državah po vsem svetu. Iz nje pa je nastala tudi serija animiranih filmov v produkciji japonske nacionalne televizije in za to serijo je Lila Prap narisala celo vrsto dodatnih portretov živali, ki so pa zdaj pristali v tej jubilejni izdaji, tako da je to zdaj knjiga z dvojnim obsegom in upal bi si tudi trditi, da z bistveno bolj razkošno pojavnostjo, kot je bila prva izdaja. Kar se jubilejev tiče, bi omenil še 100-letnico rojstva Ele Peroci. 11. februarja je minilo 100 let njenega rojstva in odločili smo se, da bomo to obletnico obeležili z izdajo slikaniške antologije Med pravljicami, v katerih je 9 najbolj znanih pravljic Ele Peroci. Seveda tukaj ne manjka Muca Copatrica, pa Moj dežnik je lahko balon, pa Hišica iz kock. So pa tudi nekatere mogoče manj znane, pa z novimi ilustracijami, tako da dobivamo tukaj antologijo njenih zgodb, pa hkrati tudi ilustracij oziroma likovnih upodobitev njenih zgodb. Potem bi omenil še med slikancami
novi slikanci Anja Štefan in pa Ane Zavadlav, Medved in klobuk, potem Lučka in Senca Senčica Damjana Stepančiča in Petra Svetine, pa novo slikanco Maje Kastelic. Pa za jesen bi pa še s posebnim veseljem najavil prvo otroško knjigo Gorana Vojnovića. Pri otroških knjigah bi mogoče omenil še eno zelo pomembno delo, ki nastaja že nekaj let. Namreč gre za prvi integralni prevod znamenite zbirke italijanske pravljice, italijanskega pisatelja Itala Calvina. Italo Calvino je poleg tega, da je zelo znan, eden najbolj priznanih italijanskih pisateljev 20. stoletja, tudi neke vrste italijanski Grimm. Se je po vzoru bratov Grimm sredi 20. stoletja sestavil to zbirko 200 pravljic, ki je v originalu išla v 3 knjigah, pa nas bo šla pa v 2 knjigah, v novem prevodu Gašperja Maleja. Njena posebna kvaliteta pa so nove ilustracije Ane Zavadlav, ki so navdušile tudi Calvinove dediče in tudi pač nas, in seveda komaj čakamo, da bo ta res pomembna knjiga izšla. Pri leposlovju za mladino bi mogoče v prvi vrsti omenil obeležitev 70-letnice izhajanja najstarejše slovenske knjižne zbirke Sini Galeb, od leta 1952 izhaja, ko je ustanovil tedanji urednik, prevajalec in pesnik Ivo Minati. Prva zbirka je seveda dala ime knjiga Toneta Seliškarja Bratovščina Sinega Galeba, ki seveda ne manjka tudi v izboru teh 10 knjig, s katerimi bomo počastili to obletnico. Prvih 5 je že šlo, drugih 5 izide jeseni. Med prvimi 5 bi poleg Bratovščine Sinega Galeba, pa recimo Jadrana Krta, tudi ene take žive klasike, omenil še prvenec Bleščivka Špele Frlic, ki jo bolj poznamo kot, doslej smo jo bolj poznali kot pripovedovalko in voditeljico pripovedovalskega festivala, zdaj pa tukaj vstopa kot zelo formirana pisateljica. Potem pa jeseni, kot rečeno, sledi še 5 drugih Sini Galebov, spet z eno noviteto. Sprav, to je zbirka v bistvu 10 knjig, ki bo gotovo obeležila letošnje leto. Tudi zaradi tega, ker so nam pri izboru pomagali knjižničarji iz cele Slovenije, ki so pač izbirali te najbolj priljubljene knjige. Sprav, knjige, ki niso samo klasike, ampak knjige, ki se še zmeraj berejo. Potem, če gremo naprej, pri leposlovju za odrasle, bi mogoče najprej omenil eno pesniško knjigo oziroma trojno pesniško knjigo, ponatis prvih 3 zbirk Aleša Debeljaka. Pred kratkim je minilo 6 let od njegove prezgodnje smrti, konec lanskega leta pa 60 bi Aleš Debeljak praznoval 60 let. Večino knjig je zdaj pri založbi Mladinska knjiga oziroma Cankarjevi založbi. In tako smo pač v preteklih letih že z nekaj izdajami počastili nekako njegov opus in njegov spomin. Zdaj pa ponatiskujemo prve 3 njegove pesniške zbirke, ki so seveda bile že dolgo razprodane. Zamenjave, Slovar tišine in Imena smrti. Med pesniškimi knjigami bi mogoče omenil še v zbirki Kondor knjigo z naslovom 14-tica, ki z imenom nekako namiguje na 14 verzov. To pa je število verzov v sonetu in to je dejansko antologija slovenskega soneta. Pripravil jo je Peter Svetina, ki je izbral v bistvu sonete od tako rekoč začetka slovenske poezije pa do današnjih dni, tako da se to bere tudi kot ena taka solidna antologija slovenske poezije zadnjih 200 let recimo. Potem, če gremo naprej, med novitetami pri izvirnem leposlovju za odrasle bi omenil še 2 romana. Greh je roman Metoda Pevca, ki se po 20 letih spet vrača k kriminalki. Vmes se je seveda s kriminalko v Sloveniji zgodilo marsikaj in je to pač trenutno zdaj najbolj živih in tudi branih žanrov, tako da bo verjetno to pač zanimivo,
kako se je tega lotil Metod Pevec. Izšla pa bo tudi, se pravi, tretji roman Monike Žagar, ki se pa spet z njim vrača k obdobju tam konca 60-ih, se pravi leta 68 pa začetka 70-ih let. Marta Pavlin Schmidt s partizanskim imenom Brina je bila ena zelo zanimiva oseba iz ne samo slovenskega plesa, ampak tudi sicer širše slovenske kulturne zgodovine. In njena hčerka Malina Schmidt je napisala biografijo, kjer v bistvu poleg te njene osebne poti, ki je pač zelo zanimiva, bila je tudi partizanka in bila je tudi ena prvih oseb v Sloveniji z imenom, danes kar popularnim imenom Brina, pač osvetljuje tudi dejansko začetke slovenskega modernega plesa, pa tudi recimo politično in kulturno zgodovino 20. stoletja. Manca Košir se v knjigi Nagovori tišine spet vrača k dopisovanju, se pravi, to je že njena 7. tovrstna knjiga in tukaj si je seveda v času tega hrupa, prevlade hrupa, seveda za temu izbrala tišino, v katerih si dopisuje z 5 različnimi dopisovalci. Knjiga je nastajala med decembrom 2020 in avgustom 2021 in pač seveda po svoje popisuje tudi ta čas. Knjiga z naslovom Podobe nestrinjanja profesora Mitje Velikonja je knjiga o zgodovini predvsem političnega grafita. Grafit je kljub današnji digitalni dobi še ena taka zelo živa analogna umetnost in Mitja Velikonja je kot pričevalec v bistvu in zbiralec posnel več kot 2500 različnih grafitov in potem napisal pač knjigo o tem, ki je seveda bogato ilustrirana in pač prva taka knjiga, tovrstna knjiga pri nas. Carlos Pascual je človek, ki ga pogosto videvamo na ljubljanskih ulicah, je pa tudi eden najbolje pišočih, kako bi rekel, tujcev, ki živijo pač v Sloveniji. Zdaj pač piše o nas na zelo zanimiv način, kot serijski ustaljenec, ki je živel po celem svetu, se je pač pred 10 leti ustalil tukaj v Sloveniji. Doslej je izdal 3 knjige, za zadnjo knjigo je prejel nagrado za najboljšo kratkoprozno zbirko, nagrado Novo mesto. Ta knjiga, ki bo pa išla zdaj, je pa v bistvu knjiga njegovih razmišljanj o fenomenih sodobnega časa. In te kolumne so bile ponekod deloma že objavljene v časopisih, vendar pa so tukaj zdaj pač mogoče malo drugačne predelane verzije. Saša Pavček, Živi ogenj gledališča, je njena publicistična knjiga. Lansko leto je šla pri Mladinski knjigi njena pesniška knjiga z naslovom Zastali čas, ki kar dobro pač že z naslovom opisuje ta čas. V tem zastalem času pa je pač ena od prvakinj ljubljanske drame, Saša Pavček, naredila knjigo, ki je sestavljena iz spominov, esejev, pa tudi spominov na gledališke sodobnike, se pravi 15 portretov gledaliških sodobnikov. Še 2 posebna projekta bi omenil, izvirna, ki nastajata. Prvi je roman v stripu oziroma risoroman Jurija Devetaka, mladega avtorja iz Nabrežine pri Trstu, ki se je lotil zelo zahtevnega dela in to je upodabljanja Pahorjeve Nekropole, se pravi romana, ki govori o najtežji izkušnji koncentracijskega taborišča in ta knjiga zdaj nastaja in mislim, da bo to tudi eden od knjižnih dogodkov letošnjega leta, je pa prvenec to Jurija Devetaka. Druga knjiga, ki je tudi preplet besedila in ilustracije, je knjiga z naslovom 4 črne mravljice, knjiga, za katero je besedilo napisala letošnja dobitnica nagrade Prešernovega sklada Anja Štefan. Skoraj 100 zgodb, ki so namenjene odraslim, ne bodo pa škodile tudi otrokom.
bo šlo v tej knjigi, ki jo bo ilustriral Tomaž Lavrič, ki ga bolj poznamo pač po imenu Diareja. Tako da bo to en zanimiv splet v bistvu dveh zelo različnih avtorjev, ki pa se mi zdi, da v preseku boste dala zelo zanimivo knjigo. Med prevodnimi romani bi na prvem mestu omenil prevoda dveh zelo priljubljenih in nagrajenih romanov. Najprej je tu prevod Gonkurovega nagrajenca iz leta 2020, Hervé Letellier, Anomalija, je eden najbolj priljubljenih dosedanjih dobitnikov te nagrade. Podobno pa velja tudi za roman Douglasa Stewarta, Shuggie-Bain, ki je dobil nagrado, Bookerjevo nagrado leta 2020. Hkrati bomo zaključili tudi izdajanje cikla romanov o Patricku Melroseu, se pravi, da bo izšel še drugi roman oziroma druga knjiga s 4. in 5. delom te sage, ki je doživela tudi upodobitev na filmskem platnu. Izšel bo roman španskega pisatelja Javiera Cercasa, zelo aktualna zgodba z naslovom Slepar. Resnična zgodba, ki je pa tako, kot pogosto se zgodi, je pač resničnost včasih še bolj zanimiva oziroma bolj vznemirljiva in bolj neverjetna, kot so izmišljene zgodbe. Izdali bomo tudi prvi del nove zgodovinske trilogije Leile Slimani, avtorice, ki jo poznamo po romanu Uspavanka. Opozarjam še na prevod romana Tok ljubezni Alaina de Botona, ki smo ga v slovenščini spoznali predvsem po neleposlovnih delih, kot so recimo Utehe filozofije ali pa Kako vam Prus lahko spremeni življenje. To je pa njegova nekako literarna obdelava tega fenomena ljubezni. Potem najavljamo dolgo pričakovan začetek izhajanja fantazijske sage Veščec v izvirniku ali pa v angleškem prevodu, sicer, ker je avtor Poljak Andrzej Sapkowski, Witcher. To je serija, ki je tudi zdaj že v bistvu doživela 2 sezoni na Netflixu, zdaj pa končno začne ta serija knjig, ki sicer izhaja že od leta 1992, po skoraj 30 letih začne izhajati tudi v slovenščini, s prvima 2 knjigama kratke proze. Potem bi omenil še 2 kriminalki znova, ki pa nista tokrat anglo-ameriški, ampak sta iz prostora bivše skupne države, se pravi Otroci zla Miodraga Majića, srbska uspešnica pa dvojni V Igorja Štiksa, hrvaško-bosanskega pisatelja. Seveda za dobro mero pa so tukaj tudi ena anglo-ameriška uspešnica, Mož, ki je umrl 2-krat, najuspešnejšega avtorja kriminalk v svetovnem merilu v zadnjih 2 letih, Richarda Osmana, in pa nadaljevanje antiutopijskega romana Pandemija ruske pisateljice Jane Wagner. Drugi del ima naslov Preživeli. Lepo pozdravljeni. Priročniško leto 2022 smo začeli z dobro popotnico, ki nam jo je dala odlična prodaja tik pred iztekom leta. Naša uspešna avtorja Aljoša Bagola in Miha Šalehar sta osvajala lestvice s knjigama Srečo prosim in Pustolovec zmote in obe smo že ponatisnili, čeprav sta izšli novembra oziroma decembra in vsake se je prodalo že krepko več kot 5000 izvodov. Tudi sicer so naše knjigarne ob začetku leta tradicionalno v znamenju knjig iz akcije Srečo prosim, kot se imenuje letos, to so knjige za dobro počutje in zdravje, tako da kar nekaj knjig iz tega segmenta je že izšlo, tudi nekaj drugih še, no, in so že, se mi zdi, našle pot do bralcev, kar me zelo veseli. Začela pa bi kar z največjo knjigo iz našega programa, izšla je ravno danes, torej v začetku februarja. To je čudovit projekt Karla in Marjete Natek s Svet v presežnikih. Gre za prenovljeno
posodobljeno izdajo monografije, ki je izšla pri nas že pred leti in prinaša naravne in družbene presežnike od oceanov, gorstev, mest, zgradb. V njej je več kot 118 rekorderjev, več kot 900 fotografij, 50 dodatnih zgodb in 120 zanimivosti in res izjemna presežna knjiga. V kategorijo velikih in presežnih lahko uvrstimo tudi prevodno monografijo Civilizacija, ki v sliki in besedi prikaže zgodovino sveta v več kot 1000 predmetih in to od začetkov civilizacije do sodobnosti. Pa seveda tudi slovar simbolov bi lahko šel v to kategorijo. Tokrat bo v našem prostoru izšel že 4., tokrat na več kot 1000 straneh. Pregledal in posodobil ga je Aleš Učakar. V njem pa lahko najdemo abecedni seznam gesel in razlage simbolizma mitov, barv, likov, sanj in števil. Že več let opažamo, da so, kako bi tem rekla, na pohodu izvirna dela slovenskih avtorjev, ki so zadnja leta kar redno na vrhovih lestvic najbolje prodajanih knjig. Vedno bolj so opažena, vedno bolj priljubljena. To me zelo veseli, ker moram reči, da smo zelo ponosni in zadovoljni, da lahko sodelujemo z vrhunskimi avtorji, strokovnjaki. Vsem se res najlepše zahvaljujem za prispevek k našemu programu, ker seveda, če pa brez česa ni dobre založbe, je pa to brez dobrih avtorjev. In zato bi najprej predstavila nekaj izvirnih del, ki jih imamo v letošnjem programu. Začela bi mogoče kar z našo hišno avtorico, dr. Veroniko Podgoršek. Poznamo jo kot, ona je psihoterapevtka, poznamo jo tudi kot avtorico uspešnic Ljubezen na terapiji, Ljubezen po ljubezni, pa Moje življenje, moja knjiga. Letos pa pripravlja celostni priročnik za sodobno žensko, v katerem se loteva najrazličnejših področjih, od odnosa do sebe, svojega telesa, do partnerja, otrok, materinstva na splošno, financ, samopodobe, tudi lepotne operacije obdela, kariere in podobno. In kot zmeraj je teorija obogatena s prakso, torej z nekimi terapevtskimi nalogami, vprašanji in sploh vsem, kar nam bo pomagalo, da najdemo svoj smisel in zaživimo zadovoljno, polno in opolnomočeno. Tina Gorenjak se kot avtorica knjig predstavlja prvič, sicer pa jo poznamo predvsem kot igralko. Knjiga z delovnim naslovom Večno samska temelji na Tinini gledališki predstavi in v njej Tina predstavi svojo izkušnjo s samskostjo, z iskanjem primernega partnerja. V njej obdela odnos družbe do samskosti, pričakovanja glede svoje vloge v partnerskem odnosu, pa tudi najrazličnejše načine in metode, na katere dandanes spoznavamo partnerje. Od zmenkov na slepo, hitre zmenke, do najrazličnejših spletnih portalov, kot je recimo Ona-On. Knjiga sicer ni neposreden prenos predstave med platnice, v resnici ostaja podobna nekako samo vsebina, ki je tudi tukaj pretežno avtobiografska, je pa branje enako duhovito, čast tudi trpko, sočutno, poučno. In to knjigo lahko beremo kot priročnik, kako ne spoznavati partnerja, kot pronicljiv pogled na dojemanje samskosti ali pa preprosto kot komedijo. Šana Flogi pa je strokovnjakinja za psihološko astrologijo in transakcijsko analizo in redna gostja v medijih, zanimivo tudi astrološka svetovalka nekaterih slovenskih podjetij. In za nas pripravlja knjigo, ki daje ezoteriki praktično vrednost. Naslovila jo je Po duhovni poti v praktičnih čevljih. V njej pa predstavi temelje duhovnosti in nam pove, kako jo lahko vnesemo v vsakdanjik, da nam bo pač zares koristila. Posveti se temeljem osebne rasti, pa s tem New Age duhovnosti, prednatalnim matricam, čuječnosti, zavesti, negu, čakram, eteričnim vezem, energijski zaščiti, besedilo pa sklene z razmislekom o hvaležnosti. Irene Štavdohar mi najbrž ni treba posebej predstavljati. Priznana publicistka, je ena najbolj branih kolumnistk pri nas, tudi avtorica velike uspešnice lanskega leta Kaj hoče ženska.
Tokrat pa v knjigi Fižolozofija prepleta ljubezen do vrtnarjenja in narave in navdihujoče zgodbe velikanov svetovne umetnosti, ki jih na vrtnarjenje, na naravo veže ali njihovo profesionalno, umetniško udejstvovanje ali pa življenjski etos. Poetična knjiga je nekakšna meditacija o življenju in človekovi povezanosti z naravo. Tudi dr. Marko Pokorn je kolumnist, čeprav bi bilo mogoče bolj fair, da ga predstavim kot zdravnika, z izjemnim darom za pisanje in humor. Od leta 2018 piše kolumne za časopis Delo in v njih iskrivo in duhovito predstavlja svet skozi svoj pogled na svet skozi zdravniška očala. Zdaj bomo te pronicljive tekste povezali v knjigo in jih dodatno opremili z ilustracijami Izarja Lunačka. In če smo že pri zdravstvu, letos se zelo veselimo knjige Igorja Drnovška Svet je lepši brez očal, ki prinaša praktične vaje za boljši vid. V zadnjih letih je bilo veliko povpraševanja po tovrstnih knjigah, pred leti je bila tudi prevodna uspešnica, ampak tokrat, kot rečeno, knjiga slovenskega avtorja s celim kupom praktičnih nasvetov, da bomo bolje videli brez očal. Veselimo se tudi izjemno aktualnega priročnika Kako preživeti na spletu. Njegovi avtorji so strokovnjaki iz skupine Logout, to je prvi slovenski specializirani center za pomoč ob različnih tveganih spletnih vedenjih. Priročnik nagovarja starše in otroke in obdela nujne, zelo pereče teme, od internetnega igričarstva, družbenih omrežij, pretiranega spletnega nakupovanja do odvisnosti in nadlegovanja po spletu. Skratka, nujen priročnik za današnji čas. Če iščemo domače kuharske zvezdnike, ne moremo mimo Urške Fertel. Njen blog in njene knjige z znamko 220 stopinj pošeljno so velikanske uspešnice. Prvi dve knjigi sta se prodali v več kot 11.000 izvodih. Tretja knjiga, ki prihaja letos, pa ima naslov Skupaj za mizo. Verjamemo, da bo kmalu konec te korona krize in bomo lahko spet se družili ob jedilni mizi. V tej knjigi boste našli več kot 100 receptov, preverjenih s čudovitimi avtorskimi fotografijami, za jedi, ki bodo všeč vsej družini. Jerneja in Majo Zver pa poznamo kot avtorja kuharskega bloga Jernej Kičan. Zanimivo, opazili so jo pri ameriški založbi Page Street Publishing in jima ponudili izdajo knjige, seveda sta priložnost zagrabila in izšla je knjiga 30-Minute Roasts. Tale knjiga, ki jo mi izdajamo letos, to so spektakularne jedi iz pečice, je prevod te angleške knjige, v njej pa je več kot 100 receptov za jedi, ki jih lahko spečemo v 30 minutah. Od mesa, rib, zelenjave, skratka za vsak okus. Med turističnimi vodniki bi izpostavila brezčasne izlete legendarnega avtorja popotniških vodnikov Željka Kozinca. Tokrat nam predstavlja 50 nezahtevnih, vsakomur dostopnih izletov po manj obljudenih kotičkih Slovenije, z zelo poetičnimi opisi. In vodnik po Ljubljani Iztoka Bončine, ki nas popelje po 6 ključnih obdobjih slovenske prestolnice in izide v slovenskem in angleškem jeziku. Zdaj pa k prevodnim biserom. Iz januarske bere bi posebej izpostavila eno najboljših naravoslovnih publicističnih knjig v letih 19-20, po izboru Amazona, New York Timesa, portala Goodreads. Seznam nagrad in nominacij je res kar precej dolg. To je knjiga Evangelij po jeguljah švedskega avtorja Patricka Svenssona. In verjetno se boste vprašali, kako to, da so jegulje nenadoma tako popularne. No, odgovor je, da tole seveda ni samo knjiga o sicer izjemno fascinantni ribi, o njenem življenju, potovanju, ampak zlasti metafora za premislek o današnjem stanju človeštva. V tej navdihujoči knjigi se prepletata neka stvarna naravoslovna fascinacija nad jeguljami in memoarska, metaforična vez med očetom in sinom.
Precej dobro se prodaja tudi knjiga Bernarda Samateasa Toksični ljudje. Avtor je v domači Argentini zelo priljubljen. Te knjige se je tam prodalo več kot 200.000 izvodov, prevedena je bila v 10 jezikov. Tema je pa seveda zelo aktualna, ne? Kako se zaščitimo pred ljudmi, ki svoje težave rešujejo na plečih drugih in nam s tem jemljajo voljo do življenja. Največja skrivnost pa je nova uspešnica avtorice največjih uspešnic Rhonde Byrne. Spomnimo se knjig Skrivnost, Moč, Junak in podobnih. No, tale pa prinaša nasvete za duhovni razvoj in modrosti za sodobni krizni čas. Še 3 knjige, ki so že na policah, Odrešitev angleškega terapevta Alana Gordona pojasnjuje revolucionarno, znanstveno dokazano metodo za psihosomatsko zdravljenje bolečine, Praktična ajurveda in intuicija pa nam bosta pomagali doseči trdno zdravje, umirjenost, optimizem in življenjsko moč z uporabo starodavnih znanj oziroma s krepitvijo veščin, ki jih imamo v sebi, s katerimi smo se že rodili. Na police priročnikov za vzgojo smo januarja postavili 2 knjigi, Čuječnost za starše in Vzgoja brez uštevanja. Prva priljubljeno trendovsko metodo obvladovanja stresa prenese na starševsko področje, druga pa je v bistvu mednarodna uspešnica oziroma velika uspešnica z več kot 100.000 prodanimi izvodi in 12 ponatisi, zmagovalka lestvic Amazona.de, Spiegelvizna, švicarskega knjižnega združenja in častnika Bild Online. Nauči nas pristopati k vzgoji brez konfliktov in s tem, da najprej umirimo sebe in potem se lahko umiri tudi otrok. Skratka, obe knjigi imata dosti podobna koncepta, temelječa na nekem osredotočenju nase, na sedanji čas, na umirjanje in na uravnavanje stresa pri sebi. Še na 3 publicistične izide bi rada opozorila. 6 zidov življenja Nine Burton prinaša razmisleke o naravi, to je trenutno res v trendu, ki nam pomagajo poiskati smisel bivanja znotraj nas samih. Potovanje naših genov, enega največjih svetovnih strokovnjakov za razvozlavanje človekovega razvoja na podlagi DNK iz fosilnih ostankov, nam predstavi osupljiva spoznanja o naših genih oziroma genetski podlagi. V bistvu gre za neko svojevrstno, odlično kratko zgodovino človeštva, ki pa se bere kot kriminalka. Strokovnjaku dr. Krauseju je pri pisanju pomagal novinar Trape. Menimo, da bo navdušila zlasti bralce Hararija, pa verjetno še koga. Dobri prednik pa je naslov, ki bo izšel v zbirki Esenca. Lani je praznovala 15-letnico, v tem času je šlo 35 naslovov v nakladi 85.000 izvodov. Roman Krznarik, avtor Dobrega prednika, je priznani filozof in v Dobrem predniku ponuja razmislek, kako dolgoročno razmišljati v svetu, ki od nas zahteva kratkoročnost, recimo razmišljanje do naslednjih volitev. Še ta mesec bo iz urodništva priročnikov mladinske knjige izšla tudi zbirka Veliki umi, ki prinaša biografije, aktualne in manj znane informacije največjih znanstvenikov in mislecev našega časa. Tudi napisali so jih priznani strokovni pisci, zgodovinarji, poznavalci življenja slavnih osebnosti. Poleg življenjepisov pa se te knjige ponašajo tudi z izjemnim dokumentarnim gradivom in slikovnim. Še 3 dame. Kate Murphy je britanska novinarka, ki je napisala knjigo Ne poslušaš me, v tujini je postala velika uspešnica in govori o že skoraj pozabljeni veščini poslušanja, o tem, kako prisluhnemo drugim in kako dosežemo, da drugi poslušajo nas. Ester Perel je avtorica uspešnice Eros v ujetništvu. Letos pa bo v novi knjigi Nevarna razmerja ta belgijsko-ameriška psihoterapevtka preopraševala nezvestobo. Kristina Kuzmič je v ZDA preseljena Hrvatica, znana vlogerka. Drži se je njena avtobiografija, zgodba o nepopolnem življenju ženske, mame, podjetnice, samohranilke, priseljenke, izjemno duhovito, pa tudi pretresljivo branje, v tujini velika uspešnica. Še 2 zvezdnika bi omenila. Nova knjiga Jamiea Oliverja ima
naslov Skupaj, tudi on se veseli konca korone in tega, da bomo lahko spet skupaj sedli za mizo. Skratka, v njej je več kot 120 receptov za dobro druženje ob dobri hrani. Rupi Kaur pa je napisala 3. pesniško zbirko Telo je moj dom je njen naslov. Gre za pesnico mlade generacije, ki v stihih in z ilustracijo preizprašuje sebe in svoje mesto v svetu. Med knjigami za mladino bi omenila Tačke, strokovnjakinje, profesorice z Nacionalnega inštituta za biologijo dr. Marine Dermastja, ki na svež, oseben način predstavlja različne živalske vrste po okoljih, v katerih živijo. Tačke je sicer tudi rubrika v priljubljeni najstniški reviji Pil, bodo pa ti teksti za knjigo še nekoliko predrugačeni, še bolj osebni, še bolj izvirni, še bolj sveži. Adam Kay je naš stari znanec, odrasli smo se smejali ob njegovih duhovitih uspešnicah Tole bo bolelo in Sveta noč zgaran na moč. Zdaj pa predstavljamo knjigo za mladino, čeprav jaz mislim, da bo navdušila tudi marsikaterega odraslega, ker za en čist poseben sprehod po človeškem telesu, zabaven, duhovit, tudi poučen in ilustriran. Ilustrirana je pa tudi knjiga o tesnobi. Tesnoba je čudna reč, ki v bistvu predstavlja to res perečo tegobo, menda se v življenju z njo sreča skoraj tretjina ljudi. In v bistvu v tej knjigi je predstavljeno, zakaj pri tesnobi sploh gre, in seveda tudi, kako se lahko z njo spopademo. Iz nabora otroških knjig pa sem zbrala 2. Eno, ki se mi zdi zelo aktualna za današnji čas, to je Zabavno in preprosto ustvarjanje z odpadnimi materiali. Cel kup zanimivih idej za ekološko ustvarjanje. In pa Raziskujmo s Kukujem ekipe Zavadlav Bucik. Tokrat gre za slovensko-angleško-francoski slovar. Se mi zdi pa tukaj pomembno povedati tudi, da so Kukujeve knjige velik prevodni hit. Izšle so že v več državah in v več tujih jezikih. Kar je, se mi zdi, odlična popotnica v Bologno na bolonjski sejem otroške literature, ki bo v kratkem.